Koronavirus in Slovenija in kam naprej. Bi razmišljali z lastno pametjo, dobili navdih, se povezali med sabo in pogledali, kaj se nam sploh dogaja. No, poglejmo, 27.3.2020. Janez Janša ne upošteva razdalje, ne nosi rokavic. Res je, lahko samo čakamo na obrat, slediti moramo temu, kar so se dogovorile velesile. 15.4. zopet, brez mas, zaščitnih rokavic, brez upoštevane razdalje, najeminentnejši politiki pri nas. No, podobno se seveda vedejo tudi študenti, otroci, dijaki. 6.5., torej malce kasneje posneto. Okrog Koseškega bajerja je pa kar naprej bilo živahno. Zgodili so se tudi mladi lahodi 21.5. Mar zmoremo odvreči vse vrste mask, urediti vse vrste virusov, tudi na dveh nogah. Tukaj je Karin Rižnar, mikrobiologinja, ki je bila cenzurirana. Naredila intervju na RTV Slovenija. Jelko Kacin, politolog, ki je medijska zvezda poročanja o nečemer, o čemer nima pojma. Biti mora tiho, tukaj imamo na sredini, skratka, Nobelovca. Kaj delajo torej javna trobila v Sloveniji? Najpomembnejši način, da zagotovimo varnost, je, da se znebimo virusa. Ne pove, da je v človeškem telesu več trilijonov virusov. Hlapci rojeni za hlapce vzgojeni, je govoril Ivan Cankar. No, tukaj pa že morebitna razdelitev sveta NVO. Ameriško interesno območje skupaj z Anglijo, rusko z Evropo in Kitajsko skupaj z Afriko. In kjer je veliko problemov, se prej slej zaneti huda vojna. Sedemindvajsetega protesti, množični, nobenih okužb. 8.5. prav tako, zelo podobno. 22.5. tudi. Janez Janša pa na drugi strani govori, da smo najuspešnejši in se tudi zahvaljuje za disciplino svojih državljanov, ki jim tako rad ukazuje tudi glede virusov, enega izmed več trilijonov, kot rečeno, ki bivajo v sožitju s človekom. Kot je tudi SARS-CoV-2, še ni vgrajen v strukturo telesa in je lahko nevaren. Ampak ravno zato je imunski sistem in ravno zato smo tu, da te stvari uredimo in ugradimo v telo, tudi nove. To pa se je dogajalo pred osrednjim dogodkom. Na tisoče jih je prišlo s kolesi, številni smo bili peš. To je zdravje, na svežem zraku, izkaz volje, druženje. Nekaj, kar se nam ne more prepovedati. Mar zmoremo odgnati viruse, tudi tiste na dveh nogah?
Naredili smo peticijo in jo poslali tudi oblasti glede prehoda občinskih meja, ampak zahtevali smo podatke. Dobili smo odgovor od Lada Bradača, a ta odgovor ni bil vsebinski, zato smo opozorili na nepravilnosti pri samem odgovoru in zastavljali vprašanja. Pokazali tudi na grafe smrtnosti v zadnjem času, ki v številnih državah govorijo, da je ostala enaka kot v prejšnjih letih, od Portugalske pa do Avstrije, Nemčije. Predstavili tudi ponovno vprašanja peticije same, katerih nismo prejeli odgovorov. Poudarili zahtevo Ustavnega sodišča, da morajo biti vsak teden ukrepi tudi strokovno utemeljeni in posredovani javnosti. Odgovor je bil skratka nevsebinski, smo se ga pa v Gibanju za prenovo Slovenije razveselili. Sedaj pa še intervju z Nikitom Severjem. Kratka, maske so padle. Katere maske? Maske, se veja, ne. Vse skupaj je nateka, ne. Seveda je. Žal, ljudje niso neumni, ne. Ja. Znajo razmišljati svojo glavo. Aha. Tukaj smo bili 1. maja, 5000 nas je bilo, več kot 5000. Danes smo 22. bi morali biti 100 000 okuženih. 2 komaj najdejo v celi Sloveniji. Se pravi, kje je ta računica? To je svetovni natek, to ni slovenski, ampak svetovni. Tako, svetovni. In tukaj je samo izkoriščanje dejansko teh kriznih razmer. Pa mislim, da smo v naši državi kar prednjačimo v tem izkoriščanju. Žalosta, ne, ampak če bi vsaka stvar imela eno svojo mero, ne, bi folk nekako še pogoltno. Vsaka stvar stoji in pade za nekimi dejstvi, strokovnostjo, pri nas je pa politika, ni strokovnosti na prvem mestu, ampak so prodane duše. No, tukaj je tudi za ukinitev strankarskega sistema, je napis zakaj. Dejansko se je ta sistem začel z nekim načrtom izgleda, ne, desetletja nazaj. Ja. To pomeni, da ti, če ne poznaš enega določenega kroga ljudi, ne moreš priti zraven. Je bravo. Klientelizem ali kaj hujšega, mafijsko? Stranke so nastavljene že od začetka tako, da se malo pregovarjajo med sabo, da ni nikoli mera, da imaš skozi občutek, da so potrebne, da so nujne, da so eni za ene, drugi za druge. Od kje dobijo denar? Pa ni zdaj denar pomemben. Pomembno je, da so nepotrebni. Ne, jaz pa mislim, da je denar zelo pomemben. Oni dobijo denar iz proračuna glede na število glasov, ki jih dobijo, ko so izvoljeni. Izvoljeni so pa na podlagi medijev, ker mediji pač navijajo za določeno faco in je potem izvoljen. Ni denar vse na svetu, ni denar vse na svetu, res pa je. Ne, v strankah je vse. V strankah je vse na svetu. Zato sem pa jaz proti vsemu temu strankarskem sistemu. Ja, no, ampak denar dobijo od države in potem natigujejo, ampak dobi šef, ne? In šef razdeljuje svoji mafiji navzdol. To ni sploh način delovnega človeka, da bi razmišljal na ta način, da bi sploh razumel, denar dobi. Vsak evro, vsak cent si moraš ti zaslužiti, moraš ostati, si umiti zobe pa iti delati. Nobenega ti centa ne dobiš. In delovnemu človeku ni logično, da bi zdaj nekdo dobil denar od države. Halo, kar nekaj je. Zato pa ljudje ne znajo razmišljati na ta način. Ampak kaj je delo sploh? Se danes je vse eno veliko robotike in informatike vključene v proizvodnjo. Zdaj je treba novo definirati delo, ki bo potrebno za razvoj družbe. In tega nismo naredili. Na hrbtu imaš pa še nekaj napisano, da posnamem. Kaj praviš za delo? Ja, delo se spreminja, ne. Čas se spreminja. A razumeš, da je danes... Mladina je tista, katera ustvarja smernice. Ja. Kakšno bo delo v tem novem, praktično 50-letju, nekje do 2050 leta, ne. Tako? Vsak se znajde po svoje in mladini je treba slediti. Mladina se pa 10 let v 10 let so generacije. Kaj pa modrost starejših obstaja? To je zelo pomembno. Zelo pomembno so vsi sloji, vse generacije, ker dihamo kot eno. Točno tako. Narod, a ne? Točno tako. Od mladine, cicibanov pa do zadnjih let, ker učimo se do zadnjega dneva. Trdiš, da bi moral sodelovati
na vse načine. Dogaja se konkreten premik v dobo zlorabljanja, prirejanja informacij in enostavno se dogaja to, da obstajajo nekako 3 vele sile, ki so si razdelile svet in imajo pod sabo kvantne računalnike in imajo pod sabo umetno inteligenco, ki je nimajo ostale države. Ne gre za veselost, gre za to, da se moramo začeti povezovati, sodelovati, biti inovativni, v nasprotnem primeru izginemo. Ja. Tako je. Vse štarta pri naravi. Če ne znaš ujeti jutranjega svita pa vzhoda, nisi sposoben razmišljati in dihati z naravo. Tako da od narave je vse odvisno. Če si povezan z naravo, si dejansko v toku dogajanja, ker med sprehodom se ti položijo kocke domine v pravo smer. Preveč informacij v tej civilizaciji škodi in ne moreš skalkulirati, kaj se dogaja. Ja, povzroča celo kaos. Tako da rabimo naravo in to, kar se začne dogajati, da bi nam radi še naravo razprodali, se pravi, nimajo osnovnega občutka, osnovnega občutka za to, komu pripadamo, tukaj nekaj potle in se vse skupaj potre. Ja, prima si to povedal, a lahko vseeno zvem, jaz sem Vladislav Streska, to snemam za tvoje ime. Jaz sem Nikita Ksever. Kdo? Nikita Ksever. Aha, se tudi... Po Hruščovu sem dobil ime. A ja, Nikita. Zoja ni po gozdu, Zoja. Pripravljajo se ukrepi v zvezi z drugim in tretjim valom koronavirusnih ukrepov. Vse taka sporočila dobivamo od oblasti. Tudi živali napadajo bacili vseh vrst, pa to jemljajo kot naravno selekcijo in skušajo živeti umirjeno ter zdravo.